Snemanje. Hvala lepa. Na seji so poleg senata komisije, to je Goran Klemenčič, predsednik komisije, dr. Liljana Selinšek, namestnica predsednika Rok Prapratnik, namestnik predsednika ter vabljene osebe, predsednika vlade Janeza Janša, prisotni še Darko Stare, vodja službe za nadzor in preiskave na komisiji, in pa Lidija Bela Pangeršič, svetovalka za pravno vprašanje in strokovna tajnica komisija. Vse prisotno opozarjam na dejstvo, da seja ni javna, da so vsi udeleženci dolžni varovati podatke, s katerimi se bodo seznanili tekom seje. Razkritje teh podatkov nepooblaščenim tretjim osebam ali javnosti predstavlja kaznivo dejanje kršitve tajnosti postopka po 287. členu Kazenskega zakonika. Vabljeni osebi pojasnjujem, da je skladno z zakonom dolžna govoriti resnico in da je na vprašanje komisije kot zavezanec po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije dolžna odgovarjati. Imate pa zakonsko in ustavno pravico, da odklonite odgovor na posamezno vprašanje, če je verjetno, da bi z odgovorom sebe ali koga od svojih bližnjih spravili v kazenski pregon ali znatno materialno škodo. Obenem sem vam dolžan pojasniti, da komisija ne ugotavlja kazenske, disciplinske ali odškodninske odgovornosti posameznih oseb, ampak morebitne kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, katerega zavezanec ste kot javni funkcionar. Obenem vas seveda tudi obveščam, da komisija lahko svoje ugotovitve in pojasnila posreduje drugim organom, vključno z organi odkrivanja in pregona ali davčnim organom, če v svojem postopku ugotovi kršitve iz pristojnosti teh organov. Ste razumeli ta pravni povod? Yes. Hvala. Kot navedeno v vabilu, komisija v vašem primeru vodi postopek v povezavi z nadzorom nad vašim premoženskim stanjem. Glede na specifične okoliščine primera je korektno, da vam dam še naslednja pojasnila. Na podlagi sklepa komisije iz začetka tega leta se je nadzor nad premoženskim stanjem odredil zoper vse predsednike parlamentarnih strank, kar vključuje tudi vas. Gre za samostojen postopek, ki ni del postopka kakšnega drugega organa. Njegov namen je ugotoviti, ali ste kot zavezanec po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije in prej po zakonu o preprečevanju korupcije pravilno in celovito prijavili svoje premožensko stanje in njegove spremembe v skladu z zakonom, ter preveriti okoliščine morebitnega nesorazmernega ali nepojasnenega povečanja premoženja oziroma morebitne razlike med dejanskim in prijavljenim premoženjem. Posebej sem vas dolžan opozoriti, da ste po Z in PK v primeru suma nesorazmernega povečanja ali nepojasnenih razlik v premoženju dolžni pojasniti te razlike oziroma je dokazno breme pojasnevanja na zavezancu. Imate glede teh uvodnih stvari še kakšno vprašanje, drugače bi pač kar šli, postavljali vam bomo vprašanje, kot ste jih verjetno tudi pričakovali in kot je običajno pri tovrstnih razgovorih. Praviloma vprašanje postavljam predsedujoči, z mojim dovoljenjem pa tudi drugi prisotni člani komisije oziroma strokovni sodelavci. Šli bomo pa preko nepremičnin, nekaterih premičnin, življenjskih stroškov. Lahko začnemo ali želite kakšno? Potem bi pa imamo več, najprej vam bo sodelavka predložila prijave, ki ste jih podali, prijave premoženjskega stanja, ki ste jih podali na komisijo. Ne pričakujemo, da jih zdaj natančno pregledate, lahko jih imate tudi pri sebi, zgolj na hitro, če vržete, ki vas prosili uč gor, pa poveste, so to vaše prijave in vaši podpisi. Za kjer obdobje je to? Začelo se iz 2005, takrat ste bil zavezanec, 2004, pardon, takrat ste bil zavezanec po zakonu o preprečevanju korupcije. Se pravi, gre za obrazic iz 2005, 2007, potem pa 2010, 2011. To imate lahko tudi pri sebi, če... Ja, to so moje. To so vaše, da se te evidence imamo dokaj vrejene. Prav, potem bi vas pa prvo vprašanje, glede katerega v bistvu ne moremo, komisija ni mogla sama priti do podatkov. Že ste prijavili že leta 2005 enosobno stanovanje na Neubergerjevi, vendar tudi zaradi načina obrazca, ki je takrat veljal, ne moremo vedeti, kje točno je to stanovanje bilo, ali je upisano v zemljiško knjigo in če lahko pojasnite, kdaj in kako ste ga pridobili in kdaj in kako ste ga odsvojili.
To stanovanje sem kupil na tam začetku desetletja, v glavnem s pomočjo kredita pri Novi Ljubljanski banki. To je bilo stanovanje v Zupančičevi jami, etažna lastnina, ker je bil problem z vpisom v zemljiško knjigo. Vsi stanovalci smo imeli odprt postopek, vendar ta postopek ni bil dokončan do prodaje tega stanovanja. To stanovanje sem jaz prodal takrat, ko sem pol kupoval trosobno stanovanje na Komenski. Mogoče je pa bilo to, mislim, stanovanje je bilo, prej je imelo 5 ali 6 lastnikov in je imelo sledljivo lastnino, ni bil. Lahko poveste, kako se vas kupljeno je bilo od privatne osebe. Kakšen je bil okviren znesek, ki ste ga plačali, preko kredita ste rekli, in koliko ste dobili za njega, ko ste ga prodali za to, čeprav razumem, za nakup stanovanja v Trubarjevem kvartu? Ja. Zdaj mislim, da je bila prodajna cena blizu nakupne okrog 90,000. Razpolagate s kupoprodajno pogodbo? Mislim, da imam. Ker drugače bi pridobili od zemljiške knjige, nam je boste lahko posredovali potem. Zdaj pa, če gremo na... Mislim, da smo je tudi javno objavili na Facebooku, mogoče še vedno gor. Ja, javno ste objavili, če imamo tako, da ste v bistvu poravnali kupnino v Trubarjevem kvartu, delamo tudi z prodajo tega enosobnega stanovanja. Na kratko bi vas prosil, če pojasnite, ker smo začeli na Trubarjevem kvartu, kakšen je bil znesek, ki ste ga za to stanovanje plačali, kakšen je bil vir plačile in način plačila v obrokih enkratnem znesku. Mislim, to je bilo novo stanovanje, kupljeno je bilo od podjetja, ki je javno prodajalo ta stanovanja. Mislim, da sem plačal v 2 ali 3 zneskih v roku 1 leta. Financiral sem to iz 3 virov, in sicer s prodajo tega enosobnega stanovanja, s prodajo parcele in zemljišča v Trenti in z gotovinskim kreditom Nove Ljubljanske banke za tisto razliko, ki ni bila pokrita za prodajo teh 2 nepremičnin. Mogoče veste, ta kredit približno koliko je znašal? Mislim, da je takrat okrog 5 ali 6 milijonov. To so bili sit. Še to. Stanovanje ni bilo opremljeno, bilo je novo stanovanje ali bilo opremljeno? Stanovanje ni bilo opremljeno. Mogoče lahko podate okviren znesek, kakšni so bili stroški v bistvu selitve, po domač povedano, mislim, opremo in tako naprej, in kako ste to poravnali, iz katerega vira? Glede na to, da sem jaz tam živel sam, niti nisem stanovanje do konca opremil. Opremo sem glavno nabavil Ikei, vse skupaj je bilo vredno nekaj 1000 evrov. Zemljišče in hiša v Bovcu, enako vprašanje. Približno na kakšen način ste ga pridobili, koliko je to stalo, kakšen je bil vir in način plačila? Tega še imate, ne? Ja, gre za staro počitniško hišico, mislim, da je stala okrog 130,000 mark takrat. Plan sem to financiral z prihranki, predvsem s honorarji od knjig. Mislim, da sem imel tudi manjši kredit. Se ne spomnim samo. To je bilo pač moje edino premoženje, ki sem ga kupil v 10 ali 12 letih. Isto vprašanje, ste v to nepremičnino kakšne večje vlaganja imeli, kakšne obnove opremo in tako naprej, in po vaši oceni, koliko ste za to porabili? Ta hiša je bila obnovljena v 80 letih, tako da jaz naknadno nisem obnavljal razen manjših stvari, ki so
potrebne v hiši in je bilo tudi opremljeno ob nakupu, mislim, za starim pohištvom. To je stara hiša, to ni klasičen vikend v nekem modernem smislu. Dobro, naslednja stvar, Mesarska ulica, stanovanje na Mesarski ulici, podobno vprašanje, se pravi, na kakšen način je bilo pridobljeno, znesek, vir, pa način plačila. Tukaj ste polovični, mislim, ste lastnik do polovice skupaj z ženo. Zdaj sem to polovico v celoti plačal s kreditom, prav tako ženo. Hipotekarni kredit. Vi ste si točno na pol razdela tudi plačila? Ja, točno. Isto vprašanje, kako je bilo z opremo, kakšni vlaganji v stanovanje, kakšni so bili po vaši oceni ti stroški in s česa ste jih financirali? Stanovanje niso opremljala, ker je bilo prejšnji lastniki so pustili pohištvo notri, ni pa to neko posebno pohištvo, ker to je blok zgrajen za neprofitno stanovanje. Še zadnja nepremičnina Tudi tam je podatek, da je kvadratura 160 metrov, to je celotna kvadratura, da je samo stanovanje ima 54 kvadratnih metrov uporabne površine, ostalo je terasa, ki je nad pač drugim stanovanjem. To je taka kvadratura. To je 2,5-sobno stanovanje. Skupen znesek je pa bil, tukaj mislim, da imamo pogodbo iz zemljiške knjige, plačilo je bilo 325 tisoč evrov, ne? Ja. To je bilo potem še za garažnim prostorom. Ja. Ja. Še vaše zadnja nepremičnina, to je vaše sedanje bivališče, Silova pri Velenju. Ja. Isto vprašanje, v bistvu znesek, vir in način plačila. To je v moji 100% lasti. Financiral sem to z prodajo stanovanja na Komenskega in z povečanjem hipotekarnega kredita. V bistvu je šlo za menjavo, za stanovanje. Trubarjev kvart, ne? Komenskega. Za Trubarjev. Ja. No, sej to je. Ja, to je ulica. Naslov je Komenskega. V bistvu je šlo za menjavo stanovanja za hišo z doplačilom 48 tisoč evrov in za ta znesek se je povečal moj hipotekarni kredit na 172 tisoč. Ta hipotekarni kredit je bil najet pri kateri banki? Unicredit. Unicredit, ja. Pri Unicredit, ne. In je še vedno tam. Vi imate odprta tekoča računa pri NLB in pri Unicredit? In pri A-banki. In pri A-banki. A poslujete v glavnem preko teh tekočih računov? Kateri, domače povedano, kateri ti vaš glavni? Glavni je pri Novi Ljubljanski banki, ne. Ta pomožni je pri Unicredit, ker sem ga pač moral odprti zaradi kredita. Računa banki imam 20 let, zato ker je bila to edina banka, ki je imela American Express kartico, vendar prek tega računa glavno ne poslujem. Gre samo zaradi kartice. Pri A-banki ste torej, oziroma imate, ali še imate American Express kartico? Ne, nimam več. V bistvu je to, morate v račun, preko katerega že več let ni bilo nobene transakcije, odkar nimam več American Expressa tam, ker so oni izgubili to licenco. Katere druge kreditne kartice pa imate in jih uporabljate še in pri katerih bankah? Imam Vizo pri Unicredit in Mastercard pri Novi Ljubljanski banki. Katero primarno uporabljate? Mastercard. A ste v omenjenem obdobju, govorimo 2005 do danes, imeli kakšen račun odprt v tujini? Ne. Doma pa te tri, kot ste omenili? Niti prej nisem na nobenega računa. In lahko pogledamo do 2005. Dobro, prej ste sami omenili, sem to bomo še prišli, vaš ključen prihodek je seveda vaša plača in pa
omenili si sami prej tudi v javnosti večkrat avtorski honorari. Po vaši oceni, kakšni so bili ti avtorski honorari, predpostavljam, od knjig, ne? V kakšnem znesku in kdaj približno so se pričeli ali pa nehali? Ne? Jaz sem izdal več knjig, no, ampak dve sta doživeli večjo naklado, Premiki 65,000 izvodov prodanih in Okopi okrog 17,000 izvodov. Za Premike težko navedem točno cifro, sem pa te podatke pred volitvam zbral skupaj, mislim, da so objavljeni na Facebooku, mislim, tudi številko, se ga zdaj ne spomnim. Pri Okopih je bila druga pogodba, tam je založba plačevala od prodanega izvoda, se pravi, sem te honorare dobil več let, odvisno od števila prodanih izvodov, prodanih je bilo 17,000 izvodov. Zdaj skupaj mislim, da so točne številke tam objavljene na Facebooku, lahko to, kar sem ugotovil, tudi naknadno pošljem, ampak ti honorari od knjig so v glavnem prihajali tam od teh dveh knjig do leta 2000-2001 potem. To bi vas prosili, to je za nezanemarljiv znesek. Potem so naklade pač pošljene. To je bil tudi glavni vir, s katerim sem financiral nakup te počitniške hiše v Bovcu. Sprašujem zato, ker pač tukaj imamo od začetka prijave vašega premoženjskega stanja tudi vaše dohodninske odločbe, kjer ti zneski niso razvidni. Ne? Se pravi, se to večinoma dogajalo pred letom 2005, predpostavljam. Ja, seveda se pravim. Ja. Zato bi vas prosili za mogoče bolj konkretne podatke. Od teh dveh knjig so honorari nehali prihajati začetku leta 2000 ali pa pred letom 2000. Dobro. Nepremičnine od premičnin večje vrednosti ste prijavili samo osebno vozilo, Volvo, kupljen mislim do 27. Prosil bi vas... Ja, mislim, da takrat. Gre Volvo karavan, ne? Prosil bi vas za podobno pojasnilo. Pač, kje ste kupil, kakšna je bila cena in kako ste to poravnali? Cena je bila tam nekje okrog 40,000. Ne spomnim se točne cifre, vendar je bil avto nekoliko cenejši, ker je bil pač rabljen. Kupil sem ga pri prodajalcu, kaj je to, Summit ali en od teh, in se ga pač plačal za prihranke. Niste vzeli s prihranki, ste ga plačali v enem obroku, kako z dvigom gotovine preko tekočega računa? Mislim, da v dveh preko tekočega računa. Mogoče sem si nekaj sposodil, ampak ne spomnim se natančno. Nisem pa najel kredita za avto. Okay. Podobno, v bistvu, če ga nekoliko drugače kot pri nepremičninah, po vaši oceni, kakšne imate stroške za avtom, ste imeli kakšne večja popravila, zavarovanje, levo, desno, se veste, kaj mislim, kakšni so v bistvu letni stroški za avto, kako to poravnavate? Servis, zavarovanje, ne govorimo o benzinu, ampak kako? Ne, avto ni terje večjih stroškov, gre pač za avto, ki se v prvih letih ne kvari. Ne. Tudi sicer je, jaz sem imel tudi že prej Volvo karavana, ne, in ko sem tega kupil, sem prejšnjega prodal. Ste ga dal v račun ali ste ga pri novem? Ne, sem ga prodal. Sem ga prodal. In tudi že prej sem imel enak avto, skratka na 5 ali 6 let usmenjem avto in to tudi pol ne terja veliko stroškov vzdrževanja, samo redni stroški. Se pravi, cena par 100 evrov skupaj z zavarovanjem ali... Glavnem stroški pri registraciji oziroma pri... In ti so, se pravičujem, ko vas s tem moramo to ceno moramo mi dati, a veste, pač moramo sami na nek način pridobiti iz pavšalnih ali
lahko dobimo vaše pojasnila, tako se razumemo, da ne gre tukaj za do 10 evrov natančno, daleč od tega. Ne vem, to je, mogoče strošek na leto je 1000 evrov, 1200. Ja. S tem smo tudi premičnine, drugih nepremičnin večje vrednosti niste prijavil, predpostavljali tudi nimate nekih dražjih slik, kaj takega, kar se časno. Nimate tudi posebnih vrednostnih papirjev, ne? Tam se je prav. Zanima nas, pač iz javno dostopnih podatkov je razvidno, pač ko govorimo o letu, do leta 2005, fokusirali se bomo pa na do zadnje obdobje več potovanj na neke bolj oddaljene dežele in zato nas zanima pač ocena recimo posameznega potovanja, kakšni so bili predvsem stroški nastanitve, poti in kako ste jih poravnali, ali ste šli v lastnem aranžmaju ali preko nekega organiziranega potovanja. Pa če gremo, končno, če začnemo na zadnje, to, o čemer se tudi pisalo Grčija, če lahko približno poveste, pa pustimo zdaj letalo, tisto, okrog tega imamo pojasnila, ampak kakšni so bili okvirni stroški tega potovanja in kako ste jih poravnali? Ste jih sami, do drug, preko agencije? Mr. Kalimos. Ja, to zadnjo grško potovanje, s kjer ste se vrnili za prvomajske praznike. To je bil agencijski aranžma, mislim, da je žena plačala izračuna seveda. To je to preko interneta. Zdaj cel paket za 3 osebe, mislim, da je bil pod 600 evrov. 600, plačala je pa žena? Ja. Razen letala, ki ste ga plačali vi? To pa se ne splačal. Kar ste objavili potem? Ja. Dobro, potem če gremo z zadnjega konca. Katere so bile recimo druga potovanja? A ste letos, drugače, ne, letos, ste letos drugače še kam drugam potovali? Ne govorimo o službenih potovanjih. Lansko leto, se pravi 2011? Ne. Niste bili na Finskem, v Tajvanu? Bi se na Tajvanu, tiste je bilo službeno, tiste je bilo uradno povabilo. Aha, to potovanje na Tajvanu je bilo službeno potovanje? Ja, to je bilo na povabilo predsednika Tajvana in je bil to njihov aranžma. Tudi ste imeli kakšne posebne stroške s tem potovanjem? Ne, ker je bil to celoti njihov aranžma. Tudi sprašujem zdaj pač na podlagi podatkov iz medijev, ste bili na obisku kot vodja opozicije, z vami pa je bila tudi žena. Ja. Se pravi, te stroški, vi s tem potovanjem niste imeli posebnih stroškov, oziroma vaša žena. Ok. Nadalje, 2010 ste imeli kakšno večje potovanje, oziroma v zasebnem aranžmaju, recimo. 2010... Mislim, da ne. Da spet vas vprašam na podlagi... na poročnem potovanju na Mauriciusu, ampak mislim, da je bilo to 2009, ali pa je bilo na... To je 2009, ja, novembra 2009. Prelomo, ja. 2009. Ni torej, iz informacij, ki jih imamo, niso pa seveda preverjene, ne bi bili 2010 v Švici in na Švedskem. Koliko časa ste pa bili gor, če sem vprašal? Mislim, da en dan. Aha. Pa, se pravi, te stroške ocenjujete na koliko? Par 100 evrov? Mogoče je bila karta 200 evrov. Za oba, ki so šla za ženo. V Švici so pa z avtom sva zgolj obiskala
prijatelje oziroma znance. Del časa ali naprej? Tudi samo en dan oziroma dva. Se pravi, tukaj niso bili kakšni? Ni bilo nobenih stroškov, razen benzina. Okay. Mauricius, ki ste ga že prej omenili, to ste bili pa novembra 2009, ne, poročeno iz medijev in me spet zanima, kje ste bili oziroma kje ste bili, to ni tako pomembno, ampak kakšni so bili ocenjeni stroški in kako ste tja potovali in oziroma kako ste jih krili? Mislim, prevoz in paket je bilo poročno darilo, to so prijatelji in sorodniki se odločili za ta paket. Mi da so imela pač stroške zgolj tako pijača in te stvari. Vem, da je to posebno z osebnost, ampak okvirno, da so ti stroški prerasli 1000 evrov? Ne, sigurno. Niso. Ok, potem... Ker je bil agencijski paket. Ki ste ga dobili kot poročno darilo. Na to 2009 se mogoče spomnite, to je že nekoliko odmaknjeno, med drugim imamo podatke o Grčiji v septembru 2009 in pa v Dominikanski republiki. Lahko poveste podobno. Kakšna je bila ocena stroškov, namestite potovanja, kakšnem aranžmaju, kako je bilo to plačano? Zdaj, v obeh primerih je šlo za agencijska paketa oziroma za storitve agencij. Plačano je bilo z računov. Dominikanska republika je bilo enotedenski paket, nizko cenovni. Mislim, da je bil okoli... A mogoče tukaj bil spoprosil za podatek o agenciji? Ja, lahko dobimo. Okay. Lahko dobimo. Lahko iz tega lahko tudi točno ceno. Ocena vaša, približno? Mogoče 1200 evrov. Okay. Na osebo. Pa Grčija? Grčija je bil Kalimnos, to je bilo tudi poceni potovanje z letalom in trajektom in bivanje v apartmaju, ki stane 200 evrov za en teden. To te stroške ste vi poravnavali? Jaz ali žena. Se mogoče spomnite, ker je pač v našega vidika to pomembno, se razumete? Za Grčijo strošek. Ja. Za Dominikansko ste rekli, mislim, da... 1200 evrov na osebo. Grčija pa mogoče 600 evrov na osebo. In po spominu ste to vi poravnali? Ali žena, ali vsak pol? Ali? Mislim, skupna blagajna je šlo, zdaj to je direktno plačano. Ko ste omenili skupno blagajno, a imate še kakšen, mislim, posebno skupen račun, ali pač mislite skupna blagajna tako, iz dveh računov, tako se veste? Ne kompliciramo. Tisti, ki ima kaj na računu. Nimate pa pol še kakšnega računa za... Okay. Je bilo še kakšno tako potovanje? 2007, to je že Martin, ampak 2007 ste bili v Avstraliji. 2006, mislim za novo leto. Aha, ja, 2006-2007. Enako vprašanje. Kakšen aranžma, kakšna cena? V Avstraliji, Novi Zelandiji. V bistvu v Novi Zelandiji, v Avstraliji smo se samo ustavili. Ocena stroškov, to je bilo njihovo, prebivališčem, ne? To je bilo njihovo bilo.
Se pravi, tudi letalske karte. S tem torej niste imeli kakšnih posebnih stroškov. Potem imamo Mauritius 2.8, konec 2.8. 2.8. Ja. Isto vprašanje. To je bil lasten aranžma agencija. Ocena stroškov. 2500 evrov. 2500 evrov. Osebo, ja. Način plačila? Prek agencije. Se mislim, da so finance objavljali račun. To ste vi poravnali z vašega računa? Ja, 2.9, če vas nisem tega že vprašal, Južna Afrika. Konec leta 2.9, Južna Afrika. Podobno. Za kakšno, mislim, je šlo za zasebno potovanje, koliko je stalo in kako je? Ja, to je šlo zasebno potovanje z golf družbo za en teden. Mislim, da je 1500 do 2000 evrov aranžma. Predvsem zaradi letala. To ste vi osebno poravnali. Ali ne razpolagate v zvezi s tem še s kakšnimi dokazili oziroma recimo kakšne tam, kjer ste šli preko agencije ali kaj podobne? Ja, mogoče, mislim. Okay. To se lahko na koncu dogovorimo, če bi želeli še kakšno stvar, pa boste pač gledal, kaj nam še lahko daste. Potem naslednje vprašanje okrog življenjskih stroškov, potovanja. Smo nasplošno, kakšni so vaši povprečni mesečni stroški, ki jih imate domač povedano življenjem, z vzdrževanjem nepremičnim, plačevanjem, prej stanovanja, zdaj hiše, otrok, oprema, računalnik, knjige in take stvari. In kako to krijete? Zdaj tako na oko, ne? Ker to... Na oko, še razumem. Okoli 2000 evrov. Okoli 2000 evrov. Kakšen imate način poravnavanja teh obveznosti, recimo, ti klasični stroški? Zdaj predvidevam benzin, ne, ste radno oseba, ampak te stvari. Kaj so računi, ki prihajajo, no, po domač povedano. A to v glavnem vi, žena, si delita, imate trajnike? Mislim, računi prihajajo mešano, neki name, neki na ženo in plačujemo sprot vsak mesec, tako kot je. V glavnem žena skrbi za to, moram reči. Ste imeli v tem obdobju, dolgo je, ampak od 2005 pa do danes, kakšne večje investicije? V kakšno, to sem vas sicer že prej vprašal, nove stanovanj, selitve in tako naprej? Ne. Ne. Ok. Ste razpolagali s kakšnimi večjimi vsotami gotovine v tem času? Mogoče sem imel v tem času največ na računu, 15 000 nekaj. Ok. Imeli ste tudi kar nekaj stroškov z sodnimi taksami. Nam lahko imate oceno, mislim, iz sodišča smo pač pridobili podatek, koliko teh sodnih stroškov je bilo. 2.8, 1.600 pa še nekaj evrov, 2.9, 12.500 evrov, 2.11, 5.900 evrov in tako naprej. Na kakšen način ste te stroške poravnali ali ste jih sami poravnali? Govorimo o sodnih taksah. Ja, še samo ali odvetniška pisarna, ker sem jaz to pol poravnal. Dobro, ste to plačali preko položen, z takočega računa? Iz računa sem. Iz računa. Ok. Na
hitro smo šli skozi te ključne stvari, rabimo zdaj pač še nekaj razčiščevalnih vprašanj po posameznem delu. Glede nepremičnin, to, kar smo pridobili, pač glede na pogodbe in tako naprej. Gremo na Trubarjev kvart, ki ste ga kupili od Imosa, drži. Eden od ključnih dohodkov, mislim, od ključnih virov je bila prodaja zemljišča v Trenti. Po podatkih, ki smo jih pridobili, ste zelo veliko zaslužili s prodaja zemljišča v Trenti. Kupili ste ga za se mogoče spomnite, za koliko ste ga kupili. Imamo podatek, da ste ga prodali za tukaj piše, za 350,000 sit. Ste to kupili leta 92, ne? In spomnim se vsote, vendar je bilo pa zemljišče ocenjeno, oziroma takšna je bila takrat vrednost. V Trenti leta 92 parcele niso imeli nobene cene. Razumem. Jaz sem to kupil zato, ker mi je bilo žal, do drug kupil. Prodali ste ga potem Evrogradnjam. Ja. Tako za znesek 35 milijonov sit. Ja, ampak za ta isti znesek, če bi ga imel to zemljišče in to parcela takoj pripravljen kupil. Ta parcela en del je zazidljive, ne? Po podatkih iz katastra. Ne, 3 parcele so zazidljive, 3 objekti so na tej parceli in po lokacijski dokumentaciji, ki je izdala občina, je tam možnost zgraditi, ne vem, koliko 9 ali 10 apartmajev in to je bil tudi namen. Gre pa za 200 metrov obale Soče v Zgornji Trenti. Včasih je bila to najlepša kmetija v Zgornji Trenti. Kako ste ga pa prodajali takrat? Ste dali oglas, ste preko znancev, kolegov sami stopili, mislim, lahko pojasnite? Ne, mislim, da mi je to urejala nepremičninska agencija, oziroma da so mi svetovali. No. Se mogoče spomnite, je pa bilo veliko zanimanja. Jaz sem prodal direktno, samo za to parcelo so se name obračali različni ti nepremičninski agenti, ker je atraktivno, no, in so njih spraševali in so me poliskali. Mislim, da sem preko tega seveda potem prišel tudi do tega interesa. Se mogoče spomnite nepremičninske agencije? Ne, lahko pogledam. Okay, hvala. Ni pa agencija urejala posla, to je šlo za direktno. Tukaj bi radi razčistili eno nejasnost. Razpolagam namreč s podatkom, da so vam Evrogradnje nakazale kupnino, ki ste jim jo potem vrnili. Drži. Pa so vam pa še enkrat nakazale. Lahko pojasnite, zakaj je do tega prišlo? Nakazale so prej ni bila pogodba overjena. On so nakazali kupnino prej je bila pogodba overjena in so potem klicali, da je prišlo do pomote, če lahko vrnem denar, in da sem denar vrnil in so potem plačali, ko je bila pogodba. Rekel veljavno. Šlo je za njihovo napako. Zdaj, kar se tiče istega, ne, to je bilo to, ja. Iz prometa na vašem tekočem, zdaj govorimo o Trubarjevem kvartu, je razvidno odhodek v višini nekaj preko 140,000 evrov za to nepremičnino. Lahko pojasnite, kdaj in kako ste plačali potem preostanek te kupnine? Že prej mislim, da ste rekli, tukaj imam označeno, da ste v obrokih plačali. Ne, celotna kupnina je bila plačena. Možno pa, da je
šlo prodaje stanovanja, ostali del direktno na njihov račun. Ne. Lahko to pojasnite, mislim direktno. Tukaj imamo podatek, da recimo 3.8.25 Če prav dvomi, mislim, da je to šlo vse za mojega računa. Po pregledu vašega računa tega podatka namreč ni samo za 131.000 in še nekaj se pravi zajedno. Če skačem približno 140.000, medtem ko dva obroka, in sicer 3.8. in 15.10. Eden v višini 13.500 evrov, drugi v višini 91.000 evrov, ni razviden odhodek iz tekočega računa. Ne, sigurno, ker ko sem jaz te nepremičnine prodal, sem potem tudi plačal to stanovanje. Ne, se to ne dvomo, to ne sprašujemo, ampak razumete. Transakcija ni mogla je drugače kot z računa. Razen, če je bila pogodba tako, da je šlo direktno, ampak ne verjamem. Ker tistih 13.000 je za parkirno mesto. Ja, to je bilo naknadno, ne? Ja, tega ste naknadno dokupil. Ok, na Mesarski ulici. Aha, no, ne, pri Velenju. Iz pogodbe izhaja, da je bila vnaprej plačana ara, ki je bila plačana na roko. 5.000 evrov. Lahko poveste izvor te gotovine, mislim, spet zato, ker dviga iz vašega računa v tem delu ni. Zdaj, to je bila zahteva prodajalke, oni so hoteli to aro, pač tako in mislim, da ali smo dvigali iz računa, ali sem jaz, ali je žena, ali je pa kdo posodil, ne spomnim se točno. Ampak vem, da so imeli s tem komplikacije, ker je prodajalka hotela aro ugotoviti. Ja, to nas v bistvu mislim, ne zanima. Zanima nas pač ta del, da imamo iz vašega računa je razvidno, da pač ste plačali določene zneske neposredno iz računa. Predvsem tisto, kar ste dobili s prodajo stanovanja v Trubarjevem kvartu. Razlika je bila potem 48.000 evrov, ki je bila še zaplačati. Nekaj je bilo preko are, se pravi 5.000, ostane 23.000 evrov. Oziroma, potem ste plačali še 23.000 evrov, potem je pa še razlika do 48.000 evrov, katerega odhodka iz vašega računa ni. Če lahko pojasnite. Teh 48.000 evrov smo povečali kredit. Pri tej isti banki. Jaz sem imel prej kredit za 135.000 in potem smo pač povečali pogodbo in prenesli hipoteko na hišo. To je šlo vse preko banke. Ampak še vedno se upravičujem, ker ustrajam na tem, tudi če ste povečali kredit, bi moral biti odliv iz tekočega računa potem na račun prodajalca. Iz vašega tekočega računa tega odliva nismo zaznali. Ja, mogoče je šlo direktno z banke. Okay. Tukaj je pa celo to transakcijo urejala agencija nepremičnine, mreža nepremičnin. In oni imajo tudi mislim, lahko tam dobimo vso dokumentacijo. Isto vprašanje, glede odliva, glede nabave vozila. Ja. Na vašem tekočem računu je plačilo Interklasu, ne Summit Auto, 17.500 evrov. Ja. Avtomobil je po vaših besedah bil nekaj čez 40.000 evrov. Kako ste poravnali ostali znesek kupnine, ker
kot rečeno, iz računa je šel ta denar, ni bilo pa niti nekakšnega drugega dviga. Ne, to mora biti napaka. Ne spomnim se natančno, ampak je moralo celotna vsota plačati. Se pravi, po vašem spominu ste celotno vsoto plačal preko svojega tekočega računa oziroma z dvigom gotovine iz svojega tekočega računa. Ja, plačal sem v celoti z računa, mogoče z nekaj s prihrankov, ampak sigurno več z računa kot ta cifra. Okay. Spomnim se pa natančne cene se ne spomnim. Ampak sigurno je bilo več kot 17,000 evrov in sigurno moglo biti več. Bomo še enkrat preverili, če bo potrebno vas poprašamo. Seveda, namestnica, prosim. Prej ste omenili, da ste v bistvu, ko ste kupovali ta avto starega prodali sami. Kakva je bila pa kupnina za stari avto, če se spomnite? Ne spomnim se natančno. Ampak tisto kupnino ste torej namenili za nakup? Ne spomnim se natančno, tudi je v bistvu moj sin kupil ta avto. No. In mi je tudi pol tako, malo plačal takoj, malo kasneje. To samo to. Je pa bil isti tip, samo starejši. Isto vprašanje, ki je v bistvu splošne narave, pa bi vas prosili za pojasnilo. Glede vseh dodatnih stroškov, ki ste jih imeli z avtom, ki jih imate z avtom, z vzdrževanjem življenjskih stroškov, sami ste rekli okrog recimo 2000 evrov, nobenega od teh izdatkov ni zaznati na vašem tekočem računu. Kako to pojasnujete? Ne v obliki dvigov gotovine, ne v obliki nakazil. Po letu 2005 oziroma 2006 so prenehala tudi vsa nakazila oziroma plačila za recimo elektriko, za klasične, bomo rekli, stroške, od katerih ljudje živijo. Ja, zato, ker to plačuje žena. Ampak recimo za stanovanje Trubarjevem kvartu ni nobenega odliva v smislu plačevanja kakršnih koli stroškov. To je vse plačevalo že. To vse, mislim, nekaj bilo še. Stanovanje Trubarjevem kvartu, odkar so skupaj, je ona za to skrbela. Vmes pa je bilo to stanovanje tudi oddano in je najemnik plačeval. Je bilo to prijavljeno. Najemnika ste imeli. Je. Lahko poveste, kdo je bila? Se je pogodba, se je registrirana pogodba. Je ta dohodek tudi prijavljen. Okay. Kaj pa za ostale stvari? Se bomo prekinali, zaradi te neugodnosti, improvizacije, kaj če. Za te stroške, odkar so skupaj, je v glavnem skrbela žena. Jaz sem pa isto plačeval potem kakšno večje izdatke, kaj ste tako lahko pogledali. Sem pa parkrat tudi ne nakazal na njen račun sredstva za to, da je bila likvidna za plačevanje teh stroškov. No, to je vprašanje, to je bilo moje naslednje vprašanje. Tako drži, so nekaj nakazila, 10,000 evrov in tako naprej. Domnevali smo, da je to zaradi tega, zato ker njena kreditna obremenitev najbrž tudi ne bi zadoščala za to, da vse ostale stroške. To sem jaz svojega računa prenakazoval. Isto vprašanje glede isto vprašanje, ko smo šli prej skozi pač druge življenjske stroške. Za nobeno od omenjenih potovanj ni nobenega izdatka preko vašega tekočega računa. Niti recimo za
American Express kartico, ki ste omenili, da ste imeli, ni odlivov iz tekočega računa. Lahko to pojasnite. Z American Express v tem času, jaz mislim, sploh nisem posloval od leta 2000. Kaj pa za, dobro? Sem pa posloval za Mastercard. To pa je kreditkarnik, ja. Tukaj so, sigurno. Kaj pa te ostale stvari? Tukaj so sigurno računi z teh potovanj na Mastercard. Zaznali jih nismo. Mislim, stroške sem poravnaval, ne. Dočim agencijske aranžmaje v glavnem urejala že. To sem povedal. Te stvari, ko ste prej tako 1500, 2000, 2500 evrov, te stvari ne bi šle preko ženjenega računa. Je v glavnem. Ker preko vašega niso šle, ne? Ja, zdaj, če je, mislim, da je eno potovanje bilo plačano pri tuji agenciji, ne? Tam, ki si bil skupaj na aranžmatu, je golf družbe in tam smo zbirali skupaj, ne vem točno, kako je pač to šlo, ampak sem to poravnal. Enako vprašanje. Te aranžmaje, pač družinske, to je pa žena, preko nisem plačala in ima tudi vse dokazila. Enako vprašanje je glede sodnih taks, ki so bile plačane po podatkih iz sodišča znašajo, kot smo že prej rekli, blizu 20,000 evrov, vendar ni odlivov iz vašega tekočega računa, prav tako ne dviga gotovine iz vašega tekočega računa. To ne more biti tako. Jaz dopuščam možnost, da je prišlo do kakšne napake pri posredovanju podatkov iz banke, samo morate razumeti, da... Ja, razumem. Edino možno je, da je transakcija z mojega računa na račun odvetnika in da je on potem poravnal. Mislim, da sem večinoma direktno plačal. Večinoma direktno plačal. S tem, da v postopkih, kjer sem jaz, oziroma v primerih, kjer sem jaz v postopkih kot predstavnik stranke, je stranka plačala takse, ne? Je šlo z računa stranke. Aha, no to je pomemben podatek. Ali vam je stranka še karkoli, kakšne druge stroške, kdaj je povrnila? Razumete, ni vprašanje zdaj z vidika financiranja strank pa tako naprej, ampak z vidika vašega premoženjskega stanja. Je mogoče kakšno... Mobitel predpostavlja take stvari. Pa ni... Predsednik vlade sprašujem zato, ne, ker kot rečeno, če gledamo vaš promet na tekočem računu, iz njega tako rekoč ni zaznati življenjskih stroškov. Ja. No, to čist ne more držati. Ne, to je, se pravim, tako rekoč, ne. Pol bi račun pol, ne. Ja, sej, če smo recimo od zadnjega izdatka, ki je bil za plačilo letala, v bistvu vaša plača ostane skoraj nedotaknjena potem vsak mesec. Potem, jaz razumem, da ste... To ni res, tretjino plače, itak z tega računa jaz nakažem na račun pri... Zaradi plačila kredita? Zaradi plačila ampak to niso življenjski. Kredita in seveda plačam tudi te večje stroške za tega računa. Ne plačujem pa teh drobnori, ker kot že rečeno, ureja žena. Jaz potem pač ne nakažem. No, ampak če se vrnemo nazaj, zato sem vprašal, če vam te stroške, pač, ne vem, če en del teh stroškov zaradi naše razjasnitve, ne vem, ja, kaj stranka ali kdo drug. Mobitel, uporabljam mobitel stranke ali pa pač državnega zbora ali vlade svoje. Zdaj, če gremo na drugo, na dohodkovno stran, to razumem, da si je, ker gre za oddaljene zadeve, ampak recimo v nadzorovanem obdobju, to je 2005 do danes, je bilo nekaj gotovinskih razpolaganj z gotovino, za katere imamo podatek, recimo 2 marca 30.3.2005 gotovinski polog na tekoči račun NLB v višini 33,000 evrov. Vem, da je zadeva oddaljena, se boste spomnili mogoče, zakaj bi lahko šlo? Ne spomnim se in tudi dvomim, da je bil.
gotovinski polog za 33 000. To je banka posredovala. Morate razumeti, da imamo datum pa polog 33 000. Mi poveste, kjer datum? 30.3.2005. Gotovinski polog in tekoči račun pri NLB. Te stvari vam lahko potem tudi kasneje damo, zato da boste preverili. Ne? Potem imamo pri plačilu avtomobila, je po podatkih, s katerimi razpolagamo, bilo 13.3.2007 4 000 evrov plačano v gotovini, 16.3. pa 21 000 evrov plačano v gotovini. To so podatki prodajalca. Ja, to je šlo morda za posojilo. Ja. Posojilo koga? Ja, brata. Brat vam je to posodil? Ja, mogoče. Ja. To bi bilo možno. Je šlo za bratsko posojilo, jaz takaj napisala? Ne, mislim, da so napisali. Tako bratsko to ne gre. Ja. Vam je brat še kdaj kaj posodil? Ja, včasno kakšne manjše vsote. Drugač pa razen, mogoče le pri avtomobilu. Sprašujem namreč za to, lahko razumete to kot tehnično vprašanje, gre za napako, ki jo stori veliko funkcionarjev, ampak vse te stvari ste dolžni prijaviti komisiji. Kakršenkoli najem posojila, tudi če gre med fizičnimi osebami, ki presega določen znesek, ker to spreminja vaše stanje. Zato zadevo bomo... Tega ni v prijavi. Ne, tega niste napisali v prijavi. Prijavi razen bančnih posojil, tega ni. Tudi med drugim pozabil ste tudi eno posojilo, ki je pa bančno posojilo in je bilo za doplačilo pri stanovanju, pa ne vem, Trubarjev kvart ali Mesarska v višini 21 000 evrov. Ja, to je bilo tisto gotovinsko posojilo. Ja. In nisem navedel tega. Ne. Ampak kot rečeno, vse tukaj to za stvari, ki se pač, mislim, tudi zgodijo. Ne? No, se pravi, imamo tistih 33 000, potem imamo skupaj v bistvu več kot 25 000 evrov gotovinskega plačila, dobro, pol teh 5 000 evrov za aro, pa gotovinsko plačilo avtomobila, ja, pa še 3 000. Za brata sem vas sprašal zato, ker imam podatek, da je davek pri nakupu ene od nepremičnin plačal brat v višini 6 000 evrov, če se ne motim. Lahko to komentirate? Ja, to je možno, ker mi je pomagal urejati te formalnosti. Da sem mu to verjetno vrnil, tako, ker nima nerazčiščenih računov. Za ta podatek bi vas pač... Kdaj to bilo? To kot rečeno, eno je bilo 13. se pravi marca 2007, potem, kar se tiče pa davka, je pa... To je to. Je bilo pa 5.5.11. lansko leto, 5.5.2011. 5.5.11, možno. Se boste dobil posnetek, pa je isto. Dobro, imate ostali člani senata ali kolega še kakšno vprašanje? Seveda, kolega Stare. Hvala. Gospod predsednik, prej ste omenil, da ste si morda kdaj kaj sposodili. Na predhodno vprašanje ste rekel, da verjetno od brata, oziroma od brata. Ali je še kakšna druga oseba, v kateri ste si morda sposodili denar, ali sposodili? Boče sestra gleda. Kakšno manjšo vsoto.
škol za kratek čas. Kaj to pomeni manjša vsota? Mogoče 1000 evrov, tako kot jaz ne posodnim kakšen mesec. Kolega? Ja. Prosim, namestnik. Hvala lepa. Omenjali ste prej tudi stroške, ki so za vozilom, letna zavarovanje in ostali stroški. To vozilo imate od leta 2007 zavarovano pri Adriatic Sloveniki, je to točen podatek? Mislim, da ja. Glede na podatke o plačevanju premij za to vozilo, izhaja, da so premije se gibale v začetku okoli 3000 evrov, zdaj so približno okoli 2000 evrov. Razen v letu 2012 ni razviden odhodek za plačilo te premije iz vašega tekočega računa. Lahko morda pojasnite izvor teh sredstev za plačilo teh premij? Ne glede teh registracijnih delom je sam, ali to naredi žena, ali njen oče, ali pa pač čas kakšnega kolega prosto, jaz njen čas. Pa to torej plačajo torej tudi oni, ali plačajo? Oni potem poravnamo, ali pač ena poravnamo. Hvala. Skrat nikoli sem sam tega delal, zato nisem vedel točne cilje. Gospod predsednik, zdaj, nekatere stvari so ostale neodgovorjene v tem smislu, da pač bi želeli določene dodatne podatke, tako bodo izhajali iz tega. Druga stvar, ki pa je pa zdaj glede na to, da del teh stroškov je prevzela žena. Mi v tem trenutku nismo razširili skladno zakonu še postopka ugotavljanja premoženja na njo, ker to iz principa ne radi počnemo, ali se, mislim, te razumete, zavedamo se, da gre za poseg v zasebnost, v vsakem primeru na družinske člane, vendar pa moramo priti do določenih odgovorov. In tukaj obstaja verjetnost, da bo ta postopek razširjen na ženo oziroma na brata. Zato bi vas v bistvu vprašal, mogoče lahko vi pojasnite in se temu deloma tudi izognemo, ne? Rekli ste, en del postopka, mislim, redne stroške plačuje žena. Zdaj, iz javno znanih podatkov in tudi to, kar ste nam vi povedali, dejstvo je, njena plača je precej obremenjena z 2 kreditoma. Drži? Ne, z enim. Z enim kreditom. Ker ona je zamenjala en kredit z drugim. Aha, to je bila menjava kredita, ne? Ker glede nje, podrečeno, imamo podatke zgolj, kar so ti ali pa kar je pač ona je imela prej kratkoročni kredit, ker ni bila kreditno polno sposobna in ko je pač imela dovolj delovne dobe, je to zamenjalo dolgoročni. Se pravi, ona nima 2 kreditov. Ne, ona ima en kredit in njena plača je obremenjena približno to kot moje, se pravi 1/3. Ali je ona po vašem vedenju razpolaga s kakšnimi drugimi sredstvi, ne vem, podedovanji, premičninami, karkoli? Niste dolžni tega odgovarjati, ker ste dolžni odgovarjati samo zase. Tudi to je vprašanje, ki ga bi morali nanje nasloviti. Vendar, če se pojasnila zadostno, nam to ne bo potrebno. Ona je dobila nekaj pač prihrankov o poroki, ne, od staršev pa od sorodnikov, nima pa nepremičnina ali česarkoli. Je dedič, ampak formalno nima. Zaenkrat ni česar, razen pač tega, kar je dobilo poroke, tukaj ne gre za kakšne velike stvari. Je pa solastnica stanovanja, za to ima kredit, ne. Ampak samo en. Dobro, zdaj... Tako da najni dohodki so obremenjeni približno do 1/3. Glede na to, da ni več dodatnih vprašanj v tem delu, še enkrat sprašujem, če jih doma. Ne. Bom zaključil na sledeč način. Zdaj, iz tega razgovora ste videli, moram priznati, določenih pojasnil nismo dobili in bi vas zaprosili, vam bomo poslali pismo. Zavedamo se vaših obremenitev delovnih in tudi siceršnjih, maksimalni zakonski roki so med 8 pa 15 dni in vas vseeno prosim, če se boste tega
držali, a vam lahko vročamo kar preko kabineta, najhitreje. To je prva stvar. Druga stvar je, pa da vam na koncu, če želite še kaj dodati, iz razgovora ste slišali, kaj v končni fazi na nek način nismo čisto razčistili. In to je to, da pač pri pregledu vaših stroškov na premičnine, nepremičnine in pa življenjski stroški v širšem obsegu in glede na odhodke iz tekočega računa se te stvari ne ujamejo. Ne ujamejo se v tem, da pač za večino teh stvari ni odhodkov iz tekočega računa. Mi vam bomo konkretno poslali katere stvari in bi vas prosili potem zapisno pojasnili. Če ste časovno sledili, ste tudi videli, da je bila ta sprememba. Jaz sem prej te stroške poravnaval strajnikov preko klikov in tako naprej. Potem, ko smo ta sprememba je bila okvirno tam 2,5-2,6. Ja, takrat, ko smo naredili skupno gospodinstvo. Od takrat naprej za to žene skrbili. Pač to ta sprememba. Ampak še vedno, gospod predsednik, moram to reči, ker govorimo pač o tem, da mora biti, zdaj govorim seveda, da moram govoriti o imenu cele komisije, drži, ampak tudi žena vseh teh sredstev nima. So občasno nakazila na ženin račun, vendar ne pokrijejo vseh teh stroškov. Zdaj, sami ste povedali tukaj, da pač obstajajo določena posojila strani brata, kar je povsem legitimno, da se razumemo. Takrat, ko boste pač dobili od nas konkretno vprašanje, bi prosil, da pač to čim več detajlov pojasnite, ker še enkrat zakon je pač tak, da komisija je na eni strani dolžna ugotoviti dejansko stanje in finančne transakcije, na zavezancu pa je, da jih razumljivo pojasni. Imate še kaj za dodati na koncu? Ne, gledajte, vso to dokumentacijo, ki te stvari pojasnjuje, koliko obstaja, skopirali in postavili. Hvala. Na koncu sem skladno zakonom vabljeno osebo dolžan opozoriti, da zato, ker je postopek še v teku, vsebine razgovora ne sme razkrivati javnosti ali nepooblaščenim tretjim osebam. To velja tudi za vse prisotne na tej seji. Komisija v javnosti tega postopka ne bo komentirala, kot tega tudi doslej nismo. Smo vas podolžni obvestiti, da bomo dali kratko sporočilo za javnost, kot smo ga dali tudi v drugih primerih razgovorov na isti način. Spomnili se boste, da je bilo tisto storjeno glede gospoda Jankoviča, gospoda Kanglerja in tako naprej, kjer bomo samo povedali, da smo danes opravili razgovor in da je razgovor potekal korektno, s čimer mislimo, da se vsi strinjamo. To je tudi edin komentar z naše strani, kar se tiče javnosti tega postopka. Ura je 11:06, zaključujem s to točko dnevnega reda in preklinjam sejo. Hvala lepa.